pretekli podaljšani vikend je bil zelo naporen, ali zelo blagoslovljen. Jaz sem bil že novlaj od četrtka popoldneve, pa do včeraj popoldneve. Najprej sestanke, preglede delovanja in pa ništene načrte za naprej. Te pa naš biblinar. In znate, že vidimo rezultate. Aleluja. Samo tako naprej. In tudi ostale, ohrabrite se. In znate, moram vam še predati pozdrave od mnogih. Jaz sem si ne zapomnil vse, što mi je pravo, noj pozdravim Cirkev Nuskove, toka imamo, pozdrave imate, pozdrave od mnogih tistih, štiri so bili v tom vikendu v Ženovle. Gospodov mir želim, noj izpune vsako naše življenje, kamo leko živeli v skladi z Božov volov, v skladi z njegovimi načrti za nas in z nome vsakim posameznikom. Apoštol Pavel je v svojom pisme, svojim sodelavcom v cerkvi v Korinte dal takšen nasvet. In ga vypam. In sam, tako povedano, prepričane, kada je koristo tu šterome med nami, zato kad tu mi smo sodelavci v Božjem kraljestvu. Vsaki med nami je sodelavec v Božjem kraljestvu. In ja bi prosil, kad gor stanemo ob tom, kad preštejmo Božjo besedo, v prvom pisme Korinčanom, 15. tale, 57. veršoš. Tako pravi Božja beseda, 1. Korinčanom 15, 57. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Aleluja! In v nadaljevanje je še en verš, šterega je sestra Suzana v prejšnjoj nedelji za uvod preštejla in tej veršoš pravi tok. 58. veršoš v 1. Korinčanom 15. tale. Zato, moji ljubi bratje, moje ljube sestre, bodite stanovitni, neumahljivi, nadvse uspešni v Gospodovem delu, ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen. Gospod sveti, hvala je tebe za tvojo drago sveto reč. Štera nas tudi v tom jutri opogumlja in nam dava izziv, ka idemo s njo naprej. Blagoslovi nam tvojo reč, ka jo razumemo in ka živimo po njej. Blagoslovi nam tvojo reč, ka nas unavode v vsej naše odločitve, tako kot je tvoja sveta vola. Amen. 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 Trud. Jelte, to je dejstvo, šteroga si mi poznamo, štero je nam nikša neznanka. To prizadene vsakoga med nami v vsakom dnevu. Trudimo se na takšen ali načešen način, si to dobro poznamo za volo toga, ka v tom živimo. In znate, trud in pa trud v Gospode, to sta pa dve različne stvari. To sta dva različne pojma. Bog je to jasno pravo že da je preroka Samuela poslal k Jeseje, no enoga od njegovih sinov mazili za kralja na mesto Savla. Na mesto Savla, tistoga prvoga kralja, šteroga je narod izbral. In znate, prišlo je 7 sinov in Samuel je takoj, da je prvoga tistoga sina zagledno, močnoga, lepoga, hrabroga, da ga je zagledno, prvoga je napravo eden zaključek v svojom srcu, v svojom življenju. To piše v 1. Samuelovoj knjigi 16. in pa 6. veršoš. Gotovo je tu pred Gospodov njegov maziljenec. Gotovo je to ti, štero ga je Bog izbral. Samuel je videl, ka bi trud toga človeka in njegov izgled mogo biti to, ko je
Bog izbral, ko je njegova vola. Ali že v naslednjoj vrstici piše nekaj popolnoma drugega. 1. Samuelova 16. 7. veršoš. To pravi. Ne glej na njegov videz, ne na njegovo visoko postavo, kaj ti odklonil sem ga. Zares, Gospod ne vidi, kakor vidi človek, ali Gospod ne sodi po tem, kar vidi človek. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod pa vidi v srce. In dragi moje, naš največji problem, kad to povem, je, kad ne vidimo v srce. Mi vidimo samo zunanjost. Mi vidimo to, ko nam človek sam predstavi. Ne to, ko je v njegovom srcu. Bog pa vidi to. Bog pa vidi in je videl, ko je tu zapisano v naslednjem poglavju. Doštejte 1. Samuelovo knjigo, v naslednjem poglavju je že zapisano, kog Bog vidi, ko je Bog videl že daleč naprej. To je zapis o enom Filistejci, šteri je celo izraelsko vojsko sprovo v zadrego. Zavolo toga, ker so ne imeli niti hrabrosti, niti možnosti, ka bi njuf trud prinesel rešitev tiste situacije. In znate, v tistoj situaciji so bili udeleženi tu 4 Jesejove sinovge. 3 so bili oblečeni v vojaške uniforme, 4 so se trudili, kaj bi tista situacija bila razrešena. 4. udeleženec tiste situacije pa je bil ta poslane od očeta. Oče ga je ta poslal. In tej, šteroga je oča ta poslal, naj pogledne, kako je z njegovimi bratami. Naj se pozanima, če jim ide v redu, če je vse v redu z njimi. In te je izgleda prišel ta v enom najbolj napetom trenutku, v najbolj neprijetnoj situaciji zavolo toga, ka pred vojsko se je pojavil Filistejec. Se je pojavil eden Filistejec, šteri je bil za celo izraelsko vojsko enostavno preveliki zalogaj. Enostavno, ne je bilo rešitve za tisto situacijo. In znate, ko je še dole zanimivo, kralj je razpisal, povem za malo tok, eden nagradni natečaj. Razpisal je nagradni natečaj, v šterom je bil veliki sklad. Velika vrednost je bila v tistom nagradnom natečaju, veliki sklad bogatstva in ještě več. Znate, celo njegova či. Njegova lastna či je bila del tistega nagradnoga natečaja. Do je gnes razpisane, kakšen, kad to povem, privlačen nagradni sklad, želejo vsi biti udeleženi v tom, kaj bi to dosegnili. Kako se pravi jackpot ali nekaj takšega. Se pravi, to mi gnes ne vem. Ne vem, kaj sem udeleženec toga in tu vam ne priporočam tistega bogatstva v jackpote za volo toga, kaj je to preveč prekunjeno bogatstvo, če to mi lahko sploj bogatstvo povemo. Ali v tistoj situaciji pa ne nikoga pritegnu tisti velike nagradne, bogate nagradne sklad. Nišče ne želo vložiti truda, ka bi bil deležen tiste nagrade. Vsi so samo gučali od te nagrade, gučali so, to štejmo Bože reče, nišče pa ne želo ukreniti nika ne dodati svojega.
Tudi trgi Jesejovi sinovi so bili med tistimi, štiri so ne videli smisla, kaj bi se potrudili, kaj bi njova familija gratala bogata. Ne so videli smisla v tistom nagradnom sklade, kaj bi njova familija bila oproščena davkov. Kako ste gnes vi s tem, z davkami in tok dole pa tok naprej? Niti eden od teh treh sinov je ne videl vrednosti, kaj bi kraljeska či gratala njova sneja. Nišče je ne videl to za važno. Dragi moji, tudi dnes se dogaja podobno. Mnoge imajo informacijo, so čuli od večne nagrade. Od toga Božjega sklada. Štiri pela te človeka v večnost, vendar se ne odzovejo. Ne je to pomembno. Dragi moji, pa tudi mi imamo informacijo, imamo Božje naročilo. Ko in kako naj vodimo svoje življenje. Koliko truda je vloženega z moje in tvoje strani v to, kar se usvoji te Božje nebeški sklad. Za mene osebno in za mnoge druge ljudi, kole nas. Znate, to je pa bil tu četrti Jesejov sin. Prej sem povedal, kaj ga je oča poslal. Dobro se je zapomniti to dejstvo. Oča ga je poslal, sin, šteroga oča pošila. On pa ima zanimanje glede tiste situacije. On pa ima zanimanje. On se pa zanima, ko so pravili ljudje. 1. Samuelovoj 17. ta v 26. veršu štok štejmo. David je rekel možem, ki so stali z njim, kaj bodo naredili možu, ki ubije tega Filistejca in Izraelu odzame sramoto? Kdo je vendar ta neobrezani Filistejec, da si upa zasramovati bojne vrste živega Boga? V njegovom srcu se ne šlo tjavko za nagrado, pač pa za to, ka se njim, celome narode izraelskome odzeme ta sramota, ka se odstrane vzrok za strah, ka se odstrane vzrok za bojazen, vzrok, ka njim ne da trebalo bežati. On je gorel za bojne vrste živoga Boga. Za koga goreš ti? David je gorel. Njegovo srce je gorelo za bojne vrste živoga Boga. Idemo nazaj ta Samuel, da se je prvič srečal z 8 bratami Jesejovimi sinovi, od 4 so 4 bili tam pred Goljatom. Bog je težje je spravo Samuele, opozoril ga je, kad tisti najstarejši bili najbolj primeren za bodočo nalogo, ker njegov trud, njegovo gledanje, njegovo srce je usmerjeno inam v napačno smer. Kako, zakaj? Toga nam Biblija ne sporoča. Ale nam pa sporoča stav njegovega srca, toga najstarejšega sina. In Samuel je Bog provo. Bog je Samuel provo. Ti vidi zunanjost, ali je Bog pa vidi v srce. In zdaj pogledamo, ko je bilo v srce toga najstarejšega Jesejovega sina. V 1. Samuelovom 17. tale 28. veršoš tok štejmo. Tok je zapisano, ko je njegov, znači Davidov starejši brat Eliab slišal,
kako govori možem, kako se David pogočava z ostalimi vojakami, se je vnel njegov srd. Vnel se je njegov srd proti Davidu in rekel. Sredino molitvaj in tu pred Gospodovov večerjov smo provli, smo se vzeli čas, kad smo preverjali, ko je v naših srcaj. Ko je tu noter, kad ne bi bilo ovire za Božje delovanje. Vnel se je njegov srd. In gledajte kako, čemu si prišel? Čemu si prišel dol in komu si prepustil tistih nekaj ovac v puščavi? Eliab, pravzaprav tu krivi Davidova, če tako malo pogledamo bolj široko, tu Davida pravzaprav krivi, ka uničuje njovo gospodarstvo. Zanemarja njovo kmetijstvo in pravi, pa samo nekaj imamo, samo nekaj malo imamo. In ti si to pusto tom v puščavi, kada je še to uničeno. Ti si pusto to v puščavi tom, no še to propadne. In paradoks, kontra tome, on sam, Eliab, pa je imel priložnost, ka osvoji tisti jackpot, ka osvoji tisto veliko nagrado, ka osvoji priložnost svojega življenja in ne včino nika zveze z tem. Tom v boje za obstoj naroda, tom se je šlo za obstoj naroda, je njeme bilo važno tiste nekaj ovac tom v puščavi. In gledajte, on ide še dole, tej starejši brat ide še dole, pravi, poznam tvojo predrznost in pa poznam pokvarjenost tvojega srca. Kako huda obtožba. Kako huda obtožba, kako žalostno je, ko brat gleda na svojega brata s takšimi očami. S takšimi očami ima takšne črnoglede pogled. In še nekaj več pravi, te Eliab, poznam pokvarjenost tvojega srca. Se še spomnite, ko je Bog pravo Samuel za Eliaba? Se še spomnite? To k njemu je pravo. Človek namreč vidi, kar je pred očmi, Gospod, Bog pa vidi v srce. Eliab se pravzaprav tu postavlja na mesto Boga. Gdje poznam tebe, kad si ti pokvarđene? Gdje poznam tebe, gdje vidim v tvoje srce? Takšno je tvoje srce, David, pokvarđeno. Zares, zato si prišel dol, da bi gledal boj. Zato si prišel se, ka bi gledal boj, ka bi gledal naš trud. Ka bi gledal to, kako se mi trudimo, tu mi se borimo. Mi tu trpimo, ti si nič. Kosploj odeš tu. Ti si pusto naše ovce tam v puščavi. Mi pa se tu borimo, kako te ne sram. Poznam pokvarjenost tvojega srca. Dragi moji, kakšen je moj, kakšen je tvoj stav? Ko gledaš stvari in dogajanje okoli sebe, to kot Eliab, kaj je vse narobe, ali pa? Idemo nazaj v tisto Terebintovo dolino, gdje je bila pripravljena ta bitka, koma je odišel tu sin, šteroga je oča poslal. In tej sin poslane od oča. Brat ne odreagiral na tisto provokacijo. To je bila provokacija.
Zato tudi mi dostakrat pridemo v kakšne provokacije. Nas ljudje provocirajo. In kako reagiramo? Tej sin, poslane od očeta, je pravo tako, pa samo se zanimam. Nika sam drugo ne pravo, ne provociram tega nika, ne izzivam, nika sam še ne ukrenuo, ne sam še vložil nikšoga truda. Ali znate, tista mala iskrica, tiste nikjelko besed zanimanja za situacijo, za to, ko se dogaja. Ne so imeli samo tistoga velikana pred sjav, ali tista mala iskrica zanimanja za situacijo, ko se pravzaprav dogaja, to je prišlo pred krala. Prišlo je do tistoga, šteri je razpisal tisti nagradni sklad. Prišlo je do njegove vy. In tej sin poslane od očeta je prišel tu pred njega. In znate ko, ne samo kaj je prišel pred njega, pač pa je prinesel rešitev. Aleluja. Prinesel je rešitev. 1. Samuelovu 17. to 32. veršoš, tako piše, David je rekel Savlu, naj nikomor ne upade srce zaradi njega. Ne sekirajte se zavolo njega. Tvoj hlapec pojde in se bo bojeval s tem Filistejcem. Aleluja. Tvoj hlapec pojde. Se spomnite preroka Izaja, da je bil v prisotnosti svetoga Boga in je spoznal, kaj je v smrtnoj nevarnosti zavolo svojega grešnoga stanja. Se spomnite tistoga dogodka? In tom je Izaja doživel Božji dotik. Doživel je novo življenje. Aleluja. Doživel je to, ko vsake človek more doživeti. In hvala Gospode, kad sva ges in ti leko to že doživila. Doživel je Božji dotik. In ti je bil postavljen pred njega izziv v njegovom življenju, šteri je zahteval odgovor. V Izaji 6. ali 8. veršu što piše. Na to sem slišal glas Gospoda. Gled to, kako je David čul tom v tistoj situaciji glas Gospoda, čul je tisti glas v svojoj notranjosti. Koga naj pošljem? Koga naj pošljem? Kdo bo šel za nas? Razpisana je velika nagrada. David in Izaja davata isti odgovor. Izaja pravi, tukaj sem, pošlji mene. Tu sem, pošlji mene. Jaz sem doživel nekaj od tebe. In zdaj sem ga tu, pošlji mene. In tom v tistoj situaciji, da so bili Filistejci tako močni, tom pravi David tako. Naj nikomor ne upade srce zaradi njega. Tvoj hlapec pojde in se bo bojeval s tem Filistejcem. Pa kako boš ti šel? Nemaš izkušenj, nemaš sposobnosti, nemaš opreme, premladi si, ne mreš. Nega šanse, ne mreš. To je bil zaključek tistoga, štere je razpisal tisto veliko nagrado, štere je njega spodbudil, štere je njega gorvužgo, ka se je zanimal. Ne za razpisano nagrado, pač pa za rešitev situacije. Še enog spomnim, kaj je to bil sin poslane od očeta. In njeme
je bilo povedano, ne mreš. Ne mreš. Pravzaprav je kralj v tistoj situaciji, v tistom trenutku je pravzaprav razglasil poraz. Razglasil je kapitulacijo. Razglasil zmago nasprotnika. Ali, dragi moji, to ne konec. To je ne bil konec, to je ne konec zavolo toga, ka sin poslane od očeta ima nekaj drugoga. Tu ima nekaj drugoga. V svojem srcu ima nekaj več, kot je imel Elijab, kot je imela cela izraelska vojska. Ma nekaj, ko sam kralj ne rozmo, ko sam kralj ne imel, sin ima odgovor. Za tisto situacijo je imel odgovor, ima odgovor tudi za mojo in tvojo situacijo. In ko je odgovor? Ko je bil te odgovor? Ko je gnes odgovor za mene, za tebe, za nas, za ljudi okoli nas? Tok štejmo 1. Samuelovo 17:45 veršoš. To je odgovor, dragi moje. Ti prihajaš k meni z mečem in sulico in s kopjem. Jaz pa prihajam k tebe v imenu Gospoda nad vojskami Boga Izraelovih bojnih vrst. Dragi brat, draga sestra, dragi mlade, dragi starejši, dragi poslušalec, tu je razlika. Tu je razlika glede našega truda, kako ga opravljamo. Ali z mečem, sulicov in s kopjem, fizični, materialni način, moj način truda, Elijabov način. Proti tome pa je, jaz pa prihajam k tebe v imene Gospoda nad vojskami, Boga Izraelovih bojnih vrst. Haleluja, haleluja. Dragi moji, ob koncu še eno ponovim, še eno se vrnem na uvodne vrstice, štere so dokazane v tom odlomke. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago. Ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Aleluja! Sin poslane od očeta. Naš Gospod Jezus Kristus nam omogoča, ka smo tudi mi zmagovalci. On nam omogoča zmago. Ne jaz, ne ti, ne moj trud, ne tvoj trud, pač pa on nam to omogoča zavolo križa, zavolo trpljenja, zavolo smrti in zavolo gorstanjenja, zato ker je on živi Bog. On je živi Bog. Zato moji ljubi bratje, moje ljube sestre, bodite stanovitni, bodite neumahljivi, bodite nad vse uspešni, bodite nad vse uspešne v Gospodovem delu. Ker veste, da vaš trud v Gospodu ni prazen. Aleluja. In znova ponovim. Ti si pomemben. Ti si pomembna za Gospoda. Zato je tako važno to zavedanje, kome pravzaprav pripadamo. Živome Boge. Živome Boge. In v činom interesi pravzaprav upravljamo svoje poslanstvo. Važno je to. Kad se toga zavedamo vsakom trenutku našega življenja. Elijab ne prepozno, kaj je njegov trud usmerjen v napačno
stran in ne mogo izbojevati zmage. David, sin poslane od očeta, je daleko zavoljo toga, kaj je njegovo srce bilo usmerjeno na Boga. Njegovo srce je bilo usmerjeno na njega. Hvala torej Bogu, ki nam daje zmago po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Naj tudi tebe, naj tudi vsakome med nami da Gospod zmago v tvojom duhovnom boje, ka boš deležen razpisanoga Božjega jackpota. Razpisane te Bože nagrade, štera se ne da končala tu, pač pa v večnosti. Na tistom najslavnejšem mestu, koma nam je odišel naš sin poslane od očeta pripravljati mesto. Znate, za dosta mesta bo za vsakoga. Amen. Gospod sveti, hvala je tebi za tvojo drago svetu reč, štera nas opogumlja v naši življenjaj, ka tebi leko popolnoma zavipamo, ka se leko na tebe v vsakoj situaciji zanesemo, zato ka ti davaš zmago. Hvala ti za mnoge zmage, štere smo doživeli s tjov. Hvala ti za tisto, ko je še ne izbojevano. In hvala je tebe, ka boš nam ti pomagal naprej.